Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so petkove vesti z mano, Katjo Buda. Gremo! Novinar in urednik portala Požar Report Bojan Požar je po več sodnih procesih zoper njega sklical novinarsko konferenco in s tem izrazil skrb nad kazenskim pregonom novinarjev v Sloveniji in začasnimi odredbami prepovedi objavljanja. Kot sokrivce, ki dopuščajo, da se kaj takega lahko dogaja, je omenil tudi novinarje, ki, da bi morali bolj kritično spremljati sojenja kolegom. Kot ceh, ne danes, kot ceh moramo nekaj narediti. Ne. Jaz bi predlagal, polagam novinarjem predvsem naslednje. Prvič, mislim, da bi bilo treba, ne rečem solidarno, ampak bilo bi treba zelo poklicno, korektno spremljati sojenja novinarjem v tej državi in o njih zelo natančno poročati. Drugo, kar mislim, saj jaz sem se tako odločil, ne? Jaz sem poklicni novinar že 20 let, ne? In jaz enostavno več ne dovolim si več, da mi nekdo očita javno, v tožbah, da mi nekdo očita, da jaz namerno pišem, da namerno žalim ljudi, da pišem z nekim namenom zaničevanja ali česar koli. Jaz stvari samo opisujem. Ne? In jaz zdaj povem, da bom zoper vsakega, ki bo zoper mene vložil tožbo, kakršnokoli, enostavno vložil kazensko ovadbo, zaradi tega, ker me žali. Ne? In tretja stvar, jaz mislim, da je glede na to, da je prišlo do te situacije, mislim, da zelo velik del krivde nosi tudi Društvo novinarjev Slovenije. Igor Krešina je predsednik, nasprotnega združenja, vi ste novi, pa še ne nosite takšne odgovornosti zaenkrat. Ampak jaz mislim, da je zelo krivo to, ne? Ker ta čas, samo povem, v času, ko se novinarje v tej državi obsojajo na zaporne kazni, Društvo novinarjev ni reklo niti ene besede. Raje je organiziralo, ne vem, referendum o novem zakonu o RTV-u, kar je povsem irelevantna zadeva. Ne? Splošni dogovor v zdravstvu za letos ni bil usklajen, vlada ga je sprejela enostransko, je dejala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Kalan Živčec. Opozarja, da bo zmanjšanje sredstev v primarni dejavnosti prizadelo tako koncesionarje kot javne zavode, vlada pa javnosti ni seznanila, da se bo tako zmanjšala dostopnost do storitev. Splošni dogovor 2009 je dokument, ki ga pripravijo partnerji na dolgotedenskih oziroma dolgodnevnih pogajanjih, ki traja ponavadi teden, dva ali celo več, se nadaljuje ponavadi v arbitražo in tudi v lanskem letu smo partnerji, ki nas je 9, namenili temu veliko energije, veliko strokovnega dela, zelo dosti priprav in prišli do dokumenta, ki ni bil usklajen in je potem vlada z enostranskim ukrepom povozila vsa ta naša dogovarjanja in nas soočila z dejstvom, da je zdravstveni sistem podhranjen finančno ob tem, da se ta ukrep sprejema linearno, kar pomeni, da ni nobene socialne občutljivosti za tisti del zdravstvenega sistema, ki bi moral delovati, to je primarno zdravstveno varstvo, ki se svojim sredstva v lanskem letu, torej tudi tekočem letu, drastično znižala in zato se s temi situacijami danes tudi soočamo. Mogoče še to, torej vlada ni seznanila javnosti z svojim ukrepom, z svojim sklepom in ni seznanila uporabnikov, tako potencialnih, torej državljanov, kot neposrednih bolnikov, da se bo njihova dostopnost zaradi tega ukrepa zmanjšala. Naslednja novica. V minulih tednih ste se verjetno že kar navadili na naša poročila z arheoloških izkopavanj na Kongresnem trgu. Tokrat nam je Jožica Hrustelj pokazala enega od grobov, ki so ga našli na tem območju. Izvoli, Jožica, oder je tvoj. V bistvu smo odkrili končno zdaj čizares grobove, se pravi del grobišča. Tista dva dojenčka, ki smo jih našli mesec nazaj, so bila bolj vezana na arhitekturo in so bili v bistvu pokopani blizu arhitekture. Zdaj smo pa dejansko naleteli že na južni rob severnoemonskega grobišča. Imamo že prva dva grobova. Greva pogledat. Tlele vidimo okroglo jamo. Tole, kar jo je presekalo, tale jarek, je neka recentna zadeva, nek vod za, ne vem, točno kaj je bilo okopano tle noter. V glavnem, mlajši jarek je presekal grob, okopan v tole jamo. Na dnu vidimo žganino in pa pridane posode, se pravi stekleničko oziroma vrček in pa zgleda, da je cel servis oziroma komplet sigilatnega posodja. Pladen, krožniček, skodelica,
Cek bomo pol mogoče, ko jih bomo ven vzeli, pa zlepili, pa sestavili in bomo pol tudi pokazali enkrat, da se vidi, kako je to celotno izgledalo. Od 1. do 4. oktobra poteka na gospodarskem razstavišču 4. sejem Narava zdravje. Na sejmu boste lahko videli različne izdelke zdrave prehrane, metode ohranjanja zdravja in nege, wellness, naravna kozmetika in podobno, masaže in ponudbo za rekreacijo in gibanje v naravi. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear, no time for conversation. O političnem kadrovanju komentar dneva Matej Makarovič. Ko je Borut Pahor še v opoziciji obljubil konec političnega kadrovanja, se je za to obljubo skrivala posebna past, tako za kot za državo. Še vsaka oblast, ki je kdaj vladala Sloveniji, si je želela glavne položaje v državi zasesti z ljudmi, ki so ji blizu. Razlogi za to so lahko legitimni, saj si vsaka oblast na položajih pa želi ljudi, ki jim zaupa. Lahko pa so razlogi političnega kadrovanja tudi problematični, če je to mišljeno predvsem kot delitev plena med zveste privržence. Obe želji po političnem kadrovanju, tako tistem legitimnem kot tistem problematičnem, sta bili doslej značilni še za vsako oblast in Pahorjeva vlada pri tem ni izjema. Izjemna je bila le Pahorjeva obljuba o odpovedi političnem kadrovanju oziroma o tem, da se ne bo nikogar zamenjalo brez razloga. Kaj torej storiti, če si oblast želi politično kadrovati, a tega kar brez razloga ne more storiti? Preprosto, razlog je treba najti in če ga ni, si ga je treba pač izmisliti. Zato je treba tistega, ki je položaj zasedel pod prejšnjo vlado, od vladnih uradov pa do tožilstva najprej očrniti s takšnimi ali drugačnimi obtožbami in šele na to odstraniti. Najprej diskreditirati, potem likvidirati. Tudi če bo odstranjeni čez nekaj let po sodni ali kakšni drugi poti dokazal svojo nedolžnost, ne bo takrat zgodba že končana in poti nazaj ne bo več. Če se je pod Janševo vlado govorilo o kadrovskem cunamiju, imamo pod Pahorjevo vlado verjetno bolj opraviti z nekakšnim valom gnojnice, ki ljudi najprej pošteno umaže in šele potem odplakne. Če bo to postala nova slovenska praksa, ob vsaki menjavi oblasti, se resni in sposobni ljudje sploh ne bodo več odločili za prevzemanje javnih funkcij. Če te eni postavijo, drugi pa zaradi politične nekompatibilnosti odstranijo, to ni ravno spodbudno, a je še vedno veliko bolje, kot če te pred neizbežno odstranitvijo ob menjavi oblasti polijejo še z gnojnico. A da ne bo nesporazuma, nikakor ne trdim, da so tudi vsi, ki so v teh dneh deležni policijskih preiskav, samo nedolžne žrtve. Še zdaleč ne. Vsakdo mora nositi odgovornost za svoje ravnanja. Prav je, da se po pravni poti brezkompromisno obračuna tako s korupcijo, kot s tega. Kmalu pa se bo jasneje pokazalo, koliko organi pregona v svojih delih sledijo samostojnim profesionalnim standardom in koliko političnim kriterijem. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. 12. oktobra ob 20. uri v Galusovi dvorani, ki je drugje kot v Cankarjevem domu, se bo zgodil Katalenin glasbeno-plesni projekt Špic Cvak. Poleg razširjene zasedbe Katalena, ki se ji bosta pridružila še harmonikar Marko Brdnik in violinistka Jelena Ždrale, bo oder zasedlo še 13 baletnikov SNG Maribor pod vodstvom baletno-koreografske naveze Valentina Turcu / Eduard Kluk. Več o dogodku sta povedala kitarist zasedbe Boštjan Narat in pevka Vesna Zornik. Celoto. Ne gre za predstavljanje klasične pomene besede, kot tudi plesalci ne bomo več čas na odru in tudi ne poskušamo pripovedovati zgodbe ali česa podobnega, ampak ustvariti neko celovito odrsko dogajanje, ki definitivno ima smisel pa izhaja že samo iz preprostega dejstva, da se tukaj več čas soočati dva različna načina izražanja
da po eni strani seveda mi kot glasbeniki, ki izhajamo iz ljudskega izročila, že tako ali tako poskušamo ves čas ustvarjati nek, kar se da zanimiv hibrid, glasbeno vzeto, po drugi strani pa zdaj ta naš hibrid stopa v dialog z gibom, s plesom, ki sicer spet temelji na klasičnem baletu, ampak je še vse kaj drugega. Še vreme, zunaj dežuje, petek miruje, jutri je sobota, o, kakšna zmota. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti z mano. Lepo se imejte čez vikend, ja? Čau!